Cenjene obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dragi starši nastopajočih. Dobrodošli v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu na današnjem dogodku. Preden pa začnemo, naj vas vljudno prosim, da izklopite telefone in druge naprave, ki bi lahko motile potek današnjega dogodka. Osrednja gostja večera je gospa Neva Laščak, avtorica novega priročnika za glasbeni zapis za slepe, ki je na voljo v dveh različicah, v brajici in povečanem črnem tisku. Po predstavitvi priročnika bodo nastopili mladi glasbeniki in nas petjem in igranjem na glasbila popeljali v čudoviti svet glasbe, ki je ni treba videti, da bi jo lahko občutili. Najprej pa k mikrofonu vabim gospoda Mateja Žnudrla, predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, da spregovori nekaj uvodnih besed. Gospe in gospodje, najprej vas prav lepo pozdravljam v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Današnja prireditev je posvečena večjim za slepe in slabovidne pomembnim okoliščinam. Eno je rojstni dan naše knjižnice, saj je pred 107 leti Minka Skaberne zagnala dejavnosti, ki so temelj za današnjo knjižnico, ki jo imamo. Seveda je pa to lahko naredila zaradi pred dobrimi 200 leti objavljenemu, uporabnemu in funkcionalnemu sistemu zapisovanja glasov, ki jo je objavil Louis Braille in se je izkazala kot ena najboljših, če ne kar najboljši način zapisovanja besedil na svetu in se je zato razširila po vseh državah. Zato smo bili pred dobrimi 14 dnevi zelo veseli, da smo lahko imeli v naši knjižnici malo prireditev ob izidu poštne znamke, v kateri je ovekovečena naša Minka Skaberne. Razen tega pa je 1. marec letos prvič tudi uradno v Sloveniji dan inkluzije. Ko govorimo o vključevanju, je seveda potrebno povedati, da četudi je na videz so enakovredna pravila za vključevanje v razne šolske, zaposlitvene in druge dejavnosti, pa so med nami mnogi, ki zaradi raznih okoliščin ne morejo uporabiti ali pa enakovredno se vključevati v te aktivnosti. Zato je potrebno socialno okolje prepričati, da ne bo nič hudega, če bomo kako stvar prilagodili nekomu drugemu, ki potrebuje nekaj, kar mi sami ne potrebujemo. Čeprav danes večkrat srečamo tudi hude odpore do drugačnosti, upamo, da bo še en dan, ki je posvečen drugačnosti, morda pomagal premakniti miselnost ljudi, ki mislijo, da je sicer, da so navdušeni za spremembe pod pogojem, da ostane vse po starem. Zato nočejo pri sebi imeti niti pekarn, kaj šele materinskih domov, da ne govorimo o kakšnih domovih upokojencev ali pa še kakih drugačnih bivalnih enot in podobno. Ljudje preprosto se zberejo in temu nasprotujejo. Upam, da ne bomo samo govorili ob takih dnevih, ampak da bo to tudi dejansko pomenilo kakšen premik, tako pri odločevalcih, kot tudi pri nas oziroma pri ostalih naših bližnjih, da bodo malo spremenili svoje razmišljanje o tem, v kakšnem svetu želimo živeti. Seveda pa smo slišali, da je pomemben doprinos tudi gospe Laščak, ki je pripravila novo Braillevo notacijo, s katero upam, da si bodo naši glasbeniki lahko še boljše pomagali kot doslej.
Tako da hvala lepa, gospe Laščak, in tudi vsem nastopajočim, ostalim pa uživajmo v današnjem večeru. Prvega marca torej obeležujemo dva za slepe in slabovidne pomembna dogodka. Obletnico knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne ter dan inkluzije, ki ga v Sloveniji praznujemo letos prvič. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki kot specialna knjižnica deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, letos vstopa v 107. leto svojega delovanja. Danes knjižnica s pomočjo sodobne tehnologije omogoča dostop do različnih prilagojenih gradiv, kot so knjige v brajici, zvočne knjige in knjige v elektronskem zapisu. Njena ustanoviteljica in pobudnica je bila profesorica Minka Skaberne, ki je 1. marca leta 1918 na ljubljanskem učiteljišču javno predavala o takratnih potrebah slepih. Med drugim je izpostavila njihovo željo po branju leposlovnih besedil. 102 prostovoljkama je v enem letu poskrbela za prepis 60 leposlovnih knjig slovenskih pisateljev v brajico in tako postavila temelje za delovanje naše knjižnice. V čast Minkinemu prispevku in vplivu je kot del serije Slovenske ustvarjalke 31. januarja 2025 išla priložnostna poštna znamka, ki jo krasi njena podoba. Prisluhnimo kratkemu odlomku iz pisma, v katerem Minka Skaberne prosi Ivana Cankarja za dovoljenje za prepis slovenske besede v brajico. Pisma iz davnine. Odlomek iz pisma Minke Skaberne Ivanu Cankarju 29. maja 1918. Vaše preblagorodje. Podpisana vljudno prosi, da ji vaše blagorodje dovoli vaše spise oziroma povesti uporabiti v prepis v Brajevi pisavi za slepce. Brajeva pisava je pridvižna pisava, ki jo je slepcem mogoče čitati s tipanjem. 6 pik je podstava abecedi. Različne kombinacije teh 6 pik tvorijo posamezne črke. Brajeva pisava je 100-letna iznajdba. Slepci se je poslužujejo že nad 100 let, ker jim je najbolj prikladna in je zanje najlažje čitljiva. V zavodih za slepce poučujejo strokovnjaki čitanje in pisanje po braju. Vsak zavod ima tudi svojo knjižnico, obsezajočo knjige, pisane tako zvane rokopise, ali pa tiskane v Brajevi pisavi. Na Dunaju in drugod obstojajo knjižnice za oslepele z nemškimi, v Pragi s češkimi in v Zagrebu s hrvaškimi knjigami. Prav tako je pri drugih narodih, po drugih mestih. Le slovenski slepci še nimajo slovenskih zavodov, še manj pa knjižnice s knjigami v slovenskem jeziku in slovenskimi brajevimi črkami. Še manj pa knjižnice s knjigami v slovenskem jeziku in slovenskimi brajevimi črkami. Veliko število najbednejših žrtev svetovne vojne, slovenski oslepeli vojaki, so brez slovenskega čtiva, ki bi jim bilo v veliko razvedrilo in tolažbo. Slepcem ne zadostuje to, da jim čita kdo drugi glasno, temveč so radi neodvisni in bi radi sami čitali in sicer v materinščini, kakor morajo to storiti slepci drugih narodnosti. Zato so prišli strokovnjaki na idejo ustvariti jim slovensko knjižnico s knjigami z brajevimi črkami. Minka Skaberne je torej že leta 1918 izpostavila željo, da bi bili slepi pri branju lahko samostojni. Neodvisnost je povezana tudi z inkluzijo, ki med drugim pomeni uresničevanje pravice do enakopravnega sodelovanja v družbi. 1. marca, ko prvič v Sloveniji praznujemo dan inkluzije, praznujemo tudi moč in potencial, ki ga slepi in slabovidni prinašajo naši skupnosti, ter gradimo bolj vključujočo in pravično družbo za vse. Kako nov priročnik za glasbeni zapis za slepe spodbuja inkluzijo na glasbenem področju in kako lahko slepi in slabovidni obogatijo našo skupnost, bomo spoznali danes.
Uspehi slepih in slabovidnih glasbenikov dokazujejo, da enak dostop do izobraževanja obogati posameznike in celotno družbo. Glasba kot univerzalni jezik združuje in omogoča vsakemu, ne glede na njegove omejitve, da izraža svoj umetniški duh in prispeva k naši skupni kulturi. Med nami z veseljem pozdravljam gospo Nevo Laščak, profesorico glasbe, tiflopedagoginjo in dolgoletno učiteljico slepih in slabovidnih otrok ter prejemnico nagrad v okviru specialne in rehabilitacijske pedagogike za delo na področju glasbe. Gospa Neva je avtorica nove publikacije z naslovom Priročnik za glasbeni zapis za slepe v brajici, osnovna načela in uporaba. Nastal je v 2 različicah, in sicer v brajici in črnem tisku. Priročnik je plod projekta Dotik kulture, ki ga je Zveza društev in slepih in slabovidnih Slovenije izvajala v letu 2024 s podporo Ministrstva za kulturo. Gospa Neva, pozdravljeni. Lep pozdrav vsem prisotnim in hvala lepa, da ste se udeležili današnjega dogodka. Danes je med nami veliko ljudi, ki vas že poznajo. Kako pa bi vašo dolgoletno karierno pot predstavili tistim, ki vas še ne poznajo? Če na kratko povem. Po 3-letnem službovanju na srednji vzgojiteljski šoli sem prišla leta 1999 na takratni Zavod za slepo in slabovidno mladino, danes je to Center Iris, in sem prevzela v bistvu celotno glasbeno dejavnost. In sicer poučevala sem vse od vrtca do srednje šole, se pravi enakovredni standard in nižji izobrazbeni standard na osnovni šoli je bil še takrat. Poleg tega vse glasbene dejavnosti, ki smo jim takrat rekli krožki oziroma interesne dejavnosti danes, torej otroci so se učili nekaj inštrumentov, imela sem pač različne skupine, vedno sem gledala, da bi bili vsi otroci udeleženi, recimo smo imeli pevske zborčke, inštrumentalne skupine, kombinirali smo, tako da pač s temi otroki smo tudi veliko nastopali in v zavodu in tudi izven. Recimo smo se udeleževali tele revije Otroci otrokom vsakoletne, v organizaciji Lions kluba Emona. In tukaj so imeli res naši otroci eno priložnost, da so se predstavili tudi zunaj in pač, da so predstavili, kaj so delali in kaj so se naučili. No, poleg teh stvari sem potem se izobraževala še naprej, pač naredila sem tudi pač 3-letno izobraževanje iz Willemsove glasbene pedagogike, kar mi je potem zelo pomagalo tudi pri pouku slepih. Nekoliko sem se spoznala tudi z glasbeno terapijo, pa z Orffovim inštrumentarijem, ki sem ga tudi uporabljala pri svojem delu kar precej. Tudi nekoliko sem se petja učila, tako da ta znanja so mi prišla vsekakor prav. Poleg tega pa sem se vzporedno ukvarjala z glasbenim zapisom za slepe. Nekako samoiniciativno. Kolegica, ki je bila tudi zaposlena na zavodu en čas, slepa gospa, mi je majčkeno to pokazala, oziroma ona je imela eno publikacijo Note v brajici in tisti so bili nekako moji začetki. In pa, bom rekla, 2 stari knjigi, ki sta danes pravzaprav neuporabni, iz higienskih razlogov, žal, da tako rečem, ni bilo potem več nobenega prepisa.
Iz leta 1949, tam sem pač prebirala te znake, a ne. V bistvu so bili navedeni znaki brez, bi rekla, njihove uporabe, ne, brez vključevanja v kontekst celotnega glasbenega zapisa. No. Tako da potem sem začela sodelovati, ker so starši, najprej sem pravzaprav delala z nekaterimi otroki na zavodu, a ne, ki so bili bolj glasbeno nadarjeni, nekateri so se učili inštrument, so hodili v glasbene šole in sem potem poskusila ta glasbeni zapis z njimi delati. Potem pa, ko so bila pač želje, povpraševanja staršev, kako bi otroci lahko se učili oziroma se glasbeno izobraževali, sem glede na to, ne, da sem pač diplomirala iz glasbene pedagogike po Edgarju Willemsu, sem navezala stik in so potem otroci pač hodili tja na glasbeno šolo, ki je bila zelo odprta za te naše slepe otroke, ne, in s katero sodelujemo tudi še danes. No, pred nama je priročnik za glasbeni zapis za slepe, katerega avtorica ste. Kaj pa pravzaprav pomeni glasbeni zapis za slepe in komu je priročnik namenjen? Če v kratkem povem, glasbeni zapis za slepe pravzaprav so to simboli, znaki notnega zapisa. Notni zapis rečemo temu zapisu, grafičnemu zapisu za videče. So zapisani v 6-točkovni brajci. Ne, zato se mi je zdelo smiselno, da tudi poimenujem to glasbeni zapis za slepe v brajci, ker je v bistvu to je brajca. Ne. To ni nekako ta poimenovanja, ki jih imajo sicer nekateri po svetu, notacija, meni osebno niso blizu, ker tega izraza mi niti ne uporabljamo, ne, niti za, bom rekla, grafični zapis za videče, ne, mu pravimo notni zapis, ne, so to note, ampak ta glasbeni zapis, težko rečemo, da so to note, a ne, čeprav dobro tudi rečemo nota C, nota D, ampak gre v bistvu za brajco, no, to je pomembno, a ne. Zdaj, če še povem, razlika največja glede na notni zapis za videče je ta, a ne, da glasbeni zapis za slepe je horizontalen, se pravi, so vsi znaki zapisani v eni liniji, ne. Ravno nasprotno notnemu zapisu, ki je vertikalen, ne. Tako da se pišejo določene vsebine, ne, glasbene vertikalno. No, če izpostavim še razliko, a ne, da recimo glasbeni zapis ne uporablja ključev, sicer se jih lahko piše, ampak se tonska višina določa z oktavnimi znaki, a ne. Tudi akorde se drugače zapisuje z intervalnimi znaki, samo toliko na kratko o teh najbolj, bom rekla, takih vidnih razlikah, a ne. Komu pa je priročnik pravzaprav namenjen? Ja, priročnik je v bistvu namenjen vsem, ki se želijo s tem ukvarjati, ne. Sem ga pripravila v 2 verzijah, ne, v brajvi verziji, ki je namenjena slepim, in v tiskani verziji, ki jo lahko uporabljajo videči, a ne. Zdaj glavna razlika je ta, da v tej brajvi verziji seveda ni primerov notnega zapisa, ker jih ne more biti, ne. Drugače pa sta v bistvu enaki, no. Ni razlik. Lahko poveste še kaj več o vsebini samega priročnika? Ja, najprej sem skušala obvrednotiti, da je pač glede na to, da je brajca v osnovi še vedno osnovno komunikacijsko sredstvo slepih, je tudi je smiselno, da slepi uporabljajo glasbeni zapis, ki je mednarodno veljaven in tako kot
videči uporabljajo notni zapis, lahko tudi slepi delajo po pač glasbenem zapisu za slepe. A ne. Tukaj gre pravzaprav tudi za enakovrednost. A ne. In recimo po glasbenih šolah, a ne, ko so otroci zdaj tudi slepi vključeni, da lahko delajo pač po glasbenem zapisu za slepe. Seveda tudi še po kaki drugi poti, a ne. Učenje na posluh, vsekakor je to zelo dobrodošlo, zlasti na začetku in tudi potem, ampak to se mi je zdelo bistveno izpostaviti. Nekoliko govorim potem zelo na kratko o zgodovini. Mislim, da je bilo že danes povedano, da je bil Louis Braille avtor pač tudi glasbenega zapisa, ne, to so bili taki začetki skromni. Potem se je pa to seveda razvijalo naprej in Svetovna zveza slepih, ta sekcija za glasbeni zapis, je potem večkrat pač skušala poenotiti, ne, ta zapis, poenotiti, ne, pač pisavo različnih narodov. In potem leta 1996, če zdaj spustimo vse vmes, je pa nastal ta priročnik mednarodni, po katerem, ki velja še danes pravzaprav, ne? The New International Manual of Braille Music, ne? 1996 v Zürichu je bil izdan. Tako da potem nekoliko govorim v bistvu o značilnostih tega zapisa, konceptu uporabe, izpostavim nekatere razlike, pač osnovna načela, kako se ta zapis uporablja. Nekoliko govorim tudi o pač pedagoškem pristopu, a ne, ki naj bo individualen, ne, zdaj težko, da bi bil skupinski, ker ta zapis se uči tako, mislim, po potrebah posameznega učenca, ne. Zelo odvisno, mislim, na kateri stopnji učenec, koliko je sposoben, kako lahko, tako da je v bistvu delo kar individualno. In seveda v povezavi z slušnim zaznavanjem, ne. To potem sem nekako opredelila te pojme osnovne, ki se uporabljajo v glasbenem zapisu. V tej verziji, tiskani verziji je to lepo po razdelnicah, a ne. No, v brajci sem majčkeno nanizala to, malo opisala. Potem pa pač izpostavim ta teoretične pojme, vse od osnovne vrste tonov, ritmične vrednosti in tako naprej. Te osnovne, a ne, dotaknila sem se potem nekoliko tudi področja vokalne glasbe, pa klavirja, ampak to ne veliko, a ne. Zaenkrat pač samo do neke mere. In na koncu imam pa potem še indeks teh znakov, katalog znakov, ki jih lahko damo v ta standard slovenske brajce, a ne, glasbeni zapis. Jasno pa je, da to niso vsi znaki, ne, da glasbeni zapis je zelo, zelo obsežen. In zdaj sem tukaj res pač govorim samo o nekih osnovnih načelih in njihovi uporabi, a ne, to je pomembno, ne. S primeri sem potem pokazala, kako se pač te znake uporablja, tako da se potem počasi gradi, a ne. Ste pri pisanju priročnika sodelovali tudi z drugimi slepimi in slabovidnimi glasbeniki? Ja, pravzaprav ne, ker ne poznam, mislim, zdaj v Sloveniji kakega takega glasbenika, da bi bil že glasbenik in bi ta zapis uporabljal, ne. Pravzaprav s tem zapisom je bilo tako, pred drugo svetovno vojno ga je Karel Jeraj, vemo, ne, glasbeni pedagog, ki se je tudi s tem področjem ukvarjal, uporabljal kar veliko, ne, tudi veliko je bilo prepisane literature,
Potem po drugi svetovni vojni se je pa to malo zgubilo, a ne. In zdaj sem skušala po tolikih letih vsaj malo revitalizirati ta zapis, da bi nekako na novo to vzpostavili, ne. Zdaj se naši otroci, ki so v glasbenih šolah, ki bodo tudi danes nastopali, nekateri se učijo tega zapisa, ne. Omenili ste tudi vaše sodelovanje z glasbenim centrom Edgar Williams v Ljubljani. Lahko o tem poveste še kaj več? Ja, to je res zgledno sodelovanje, kot sem že prej omenila, ne, da sem prišla pač v stik s to glasbeno pedagogiko po Edgarju Williamsu, ki je krasna ravno za slepe, ker je gradi na slušnem zaznavanju, ne, in otroci že marsikaj znajo, preden sploh začnejo pisati, ne. In to je za slepe super idealno. In tudi nekako ta metodični postopki ta znanja tako gradijo, da slep lahko pristopi zraven, da tako rečem, ne. Tudi slep lahko dela, ni nobenih omejitev, recimo pri solfeđu, a ne, zlasti pri solfeđu. Skratka, se mi zdi... Lahko vam pomagam. Ja. Sodelujete tudi z Glasbeno mladino Slovenije. Ja, z glasbenim centrom, no, sem bom rekla, zašla zdaj v ta opis, kako delamo. Sodelujem res že kar dolgo in sicer na način, da jaz še vedno na centru Iris opravljam to dodatno strokovno pomoč. Učim otroke glasbenega zapisa, a ne. Otroci pač obiskujejo glasbeni center Edgar Williams, tam obiskujejo pouk solfeđa, pouk inštrumenta, jaz jim pa pomagam z zapisom, ne. In res je to zelo lepo sodelovanje in se nadgrajuje in mislim, da se bo tudi še naprej. Vsaj tako res lepo kaže in ob tej priložnosti sem tudi hvaležna temu glasbenemu centru in tudi gospe ravnateljci, ker so zelo z odprtimi rokami sprejemajo naše učence in jih spodbujajo in nekateri so res zelo uspešni tudi, ne. Sodelujete pa tudi z Glasbeno mladino Slovenije. Ste že dolgo v stiku z njimi? Ja, to že nekaj let. Sem imela enega slepega učenca, ki je bil tudi priden, zelo dobro delal. In potem sem pač zvedla za tole glasbeno olimpijado, a ne, ki jo prireja Glasbena mladina Slovenije. In res sem hvaležna tudi gospe dr. Branki Rotar-Pance, da je bila pripravljena prisluhniti in da sem uspela prikazati tudi, da tudi slepi lahko pristopijo in smo potem začeli prilagajati te teste, pisne teste in res rezultati so bili zelo lepi, no. Tako da zdaj je že druga učenka, ki se tudi redno udeležuje te olimpijade, tako da sem res vesela tega, da tudi slepi lahko sodelujejo pravzaprav na teh prireditvah, kjer so videči, a ne. No, kljub upokojitvi slišimo, da ste ostali še precej aktivni. So ostale še kakšne skrite želje? Ja, zagotovo, ne. Meni se zdi, da je tale priročnik, ki sem ga zdaj napisala, to je te osnove, v bistvu je nek začetek, a ne. Od alfa do omega je še veliko in se mi zdi, da veliko stvari je še za narediti. Zelo rada bi razširila tole in sicer tudi na druga inštrumentalna področja, ne. Že zapis teh simbolov v brajici, mogoče kdaj tudi še kak metodični učbenik, kaj tazga. Tudi rada bi še kaj prilagajala tudi, a ne. Na centru Iris sem prilagajala učbenike, glasbeni zapis in bi si želela tudi naprej to delati, a ne.
Tako da, ja, veliko je še za narediti, sigurno. Hvala, gospa Neva. Hvala za vaš prispevek k naši skupnosti in za vaše predano delo pri odpiranju glasbenih svetov za vse. Verjamemo, da bo vaš priročnik služil kot dragoceno orodje za naslednje rodove in mnogim omogočil, da bo na glasbenem področju lahko ustvarjal. Nekaj izvodov našega priročnika bo na voljo v naši knjižnici, sicer pa se bo tiskal na zahtevo. Priročnik lahko sicer naročite v knjižnici oziroma na zvezi. Sedaj pa predajam mikrofon občinstvu za morebitne vprašanja za gospo Nevo. Dovoljenje, moje ime je Mojca Menart in sem trenutno med drugim predsednica kluba, Lions kluba Ljubljana Emona in bi gospe Nevi, s katero že 20 let res sodelujemo in je tudi omenila, iskreno čestitala za vse, kar je naredila in kar še bo. Kajti to je nekaj najlepšega, kar vsako leto eno skromne rožice doživljamo na naših koncertih Otroci otrokom. Ona je predala sicer štafeto tudi še mlajšim pedagogom in vas lahko že tudi letos lepo prosim pa vabim 26. marca spet ob 18. uri na glasbeni šoli Ljubljana Vič, kjer se bodo ti otroci spet predstavili. Njeno delo je neprecenljivo in jaz verjamem, da tudi s tem priročnikom, tako kot ste rekli, da je to še en nov začetek in samo nadaljevanje. Hvala, gospa Neva. Kar pogumno z vprašanji. Kak je obsežen Brajici, koliko strani ima? A lahko? Nisem dober. Aha, kako? Ja. Kak je obsežen? Obseg priročnika, gospod zanima. V Brajici. V Brajici je v dveh delih. To je 125 strani. Ja, je enostransko tiskano, ker sem prosila, da je naj bo enostransko, da lahko tudi kak videč prebere, a ne, ker dvostranski tisk je zelo težko brati, a ne. Tako da toliko, no. Zdaj v tiskana verzija je pa 105 strani. Ne. Tako, no, niti ni toliko povečan, nekoliko povečan je zelo lepo tiskano, mislim se lepo bere, veliko je razpredelnic, tako da je pač dostopno, da je nekoliko lažje, da je hitro, mislim vizualno takoj učinkovito. Tako da, ja, no. To je v bistvu, ja, lahko je za učitelje, ja, lahko, ne, pač učitelj vzame, majčkeno pogleda, ker do zdaj nekako ni bilo res nič kaj v roke zaprijeti v slovenščini, ne. Mogoče še kakšno vprašanje? Sicer predlagam, da ponudimo prostor še... pardon. Ja? Aha, Zoran, lepo. Najprej bi Nevo lepo pozdravil, Zoran tukaj Škrinjar, in čestitke za tole res izjemno delo, a ne. Bi pa imel glede na najino preteklo sodelovanje mogoče par vprašanj, če bi lahko osvetlila. Ko sva leta 2005 šla v Prago, ne, kjer sem jaz takrat prvič delal resne raziskave na osnovi mojega dela tako na sebi, ne, kot samo rehabilitacije slepega koncertnega pianista in kot učitelja takrat otrok, ko sem učil še otroke iz takratnega zavoda za slepo in slabovidno mladino Klavir in sva sodelovala, ne, in si mi ti pač takrat pomagala tudi oziroma otrokom, ne, kot si že omenila, s temi brajevimi zapisi delno, ne.
smo imeli pač te kombinacije, moje delo je bilo bolj po posluhu. Ampak potem sva pa v Pragi nabavila to češko šolo, ki je bila v 3 knjigah in je tudi en izvod tukaj v knjižnici že kar dolgo, od takrat naprej. 3 knjige v brajci in 1 v videčem tisku in en primerek je pa v centru Irisa. In takrat sva se pogovarjala in si potem ti tudi rekla, da boš začela to prevajati in delati na tem, no in danes vidimo rezultate tega trdega dela in raziskav in tako naprej. In jaz sem potem čez 2 meseca tam predaval tudi na kongresu torej učiteljev za slepe in slabovidne glasbenike in so nas vodili po konzervatoriju za slepe v Pragi, v glasbenem, kjer je bila tudi seveda predstavitev brajeve notacije, tako kot jo oni uporabljajo in oni so zelo veliki zagovorniki tega. Bil je pa na primer tam tudi en predmet, kjer so imeli popravke, ker je očitno pri študiju tega so se pojavile napake in so v bistvu imeli en cel predmet samo za popravljanje napak. Poleg tega pa je bilo eno vprašanje tam, ker so bili ljudje iz 12 ali 13 držav, kako recimo prilagoditi brajco, recimo slišal sem primer, da je nekdo iz Avstrije želel imeti nekaj francoskega, rečemo Debussyja, neko stvar, in da so potem to Francozi poslali, ampak Avstrijci pa pol niso mogli vsega dešifrirati, ker da so bile razlike. Mogoče bi lahko osvetlila to plat malo, kako je to, ti si verjetno to zdaj bolj temeljito raziskala. Pa rekla si tudi nekaj, kolikor vem, da si uporabljala zdaj zadnje čase tudi bolj nek pristop ameriške šole za brajce, če bi mogoče na to tematiko kaj. Hvala. Hvala Zoran za vprašanje. Seveda predvidevam, da ti zdaj govoriš malo o zelo visokem nivoju, bi rekla verjetno zapisa, ker lahko pride do tega, zlasti ko so skladbe za zapis bolj kompliciranih skladb, recimo kakšne polifonije in kako se potem ti glasovi zapišajo. Imamo različne znake za razmejevanje glasov v celem taktu, delu takta, v posameznih akordih in tako. In zna biti potem to lahko ali pa kar precej zakomplicirano. Tako da predvidevam, da ne vem, sicer kolikor sem jaz gledala, so ti znaki kar, bom rekla, standardni, ampak ne vem, mogoče je tudi kakšna nacionalna šola, da ima tudi kaj svojega. Jaz pač priznam, da tega toliko ne vem, morda, ker se kako stvar da zapisati, vsaj kolikor sem jaz zdaj videla, tudi na recimo več načinov, na 2 načina. In mogoče gre potem za to, kaj je boljše, kaj je bolj pregledno, kaj se da hitreje prebrati, samo predvidevam. Zdaj, kar se tiče, te nacionalne šole imajo, mislim, različne zapise, lahko, sem tudi tukaj noter malo pisala, mogoče ne toliko v znakih, ne toliko v znakih, znaki so kar poenoteni, ampak ne vem, če dam recimo primer, ena partitura za klavir, lahko se napiše, mislim, da to sem videla tudi recimo, da imajo Srbi tako, da se napiše recimo, da zdaj rečem, 8 taktov desna roka, pa potem 8 taktov leva roka in potem naprej tako. Ali pa ne vem, tudi kaki različni zapisi partitur, ne vem, en takt desna roka, en takt leva roka in tako naprej. Recimo tale Američani imajo pa zapis bar over bar, se pravi, jaz sem to prevedla nekako takt pod takt, ki mi tako rečemo, v glasbi zapisujemo takt pod taktom.
in imaš recimo v eni liniji zapisan takt, določen takt za desno roko, spodaj pod njim pa za levo roko. Ne? In potem taktnice, seveda takti niso enako dolgi, ne? V desni in levi roki, in potem so pa skupne taktnice. Ne? Taktnica je presledek in so potem pač malo večji presledki. Recimo, no, to je to. To so bolj, tukaj gre bolj za neke načine zapisa. Ne? Sem odgovorila, Zoran, ali mogoče še? Ja. Ja, jaz tudi povem, ne, da na taki visoki stopni, pa če nisem delala, jaz imam otroke, ki so pač v nižji glasbeni šoli in seveda so te, mislim, je pač njihova snov pač bolj enostavna. Ne. No, na svoje nastope se pa že pripravljajo naše današnje zvezde, ki bodo s svojimi talenti obogatile današnji dogodek. Gospa Neva, mogoče še vprašanje za konec. Imate mogoče kakšno sporočilo zanje oziroma za vse, ki se želijo v bodoče ukvarjati z glasbo? Zagotovo te nastopajoče otroke, nekatere poznam, nekaterih ne poznam, ampak vem, da se vsi trudijo, dajo svoj čas v to lepo dejavnost, kot je glasba, in nekateri se bodo mogoče celo profesionalno s tem kdaj ukvarjali, upam. Glede na to, mislim, jaz zelo cenim trud, cenim delo njihovo, vidim, delam z otroki, tudi hvala staršem, da stojite za temi otroki, zato da kažejo take lepe rezultate. In jaz si želim čim več takih otrok in da bi se tudi to znanje prenašalo naprej in bi ostalo nekako v domeni nas, slepih, slabovidnih, ker se mi zdi to zelo pomembno. In hvala res otrokom in mislim, da zdaj komaj čakamo vsi, da slišimo njihove nastope in želim vam lep nastop. Hvala lepa. Na naš oder pa vabim našo prvo nastopajočo, to je Viktorija Fursova, ki sicer prihaja iz Ukrajine, vendar živi v Sloveniji. Klavir, ki ga igra že 10 let, je zanjo ena največjih radosti v življenju. Glasba ji predstavlja posebno umetnost, ki omogoča izražanje čustev. Ko sede za klavir, lahko prinese svoje misli in občutke v melodije. Rada igra popularno glasbo, ustvarja pa tudi lastne skladbe. Danes bomo slišali dve, in sicer skladbo Louis-Claude Dacan Coucou in njeno lastno skladbo. Viktorija, prosim.
No, kot drugi se nam bo predstavil Marcel Slabe, učenec 2. razreda, ki se izobražuje na domu. Obiskuje glasbeno šolo Edgar Williams v Ljubljani. Že od malih nog je navdušen nad glasbo, rad poje pesmi ter igra na orfove inštrumente in klavir. Glasba je zanj zabava in sprostitev. Danes nam bo zapel pesem Advokat. Bil nekoč je advokat, trajlalila lejlo. Bil nekoč je advokat, trajlalila lom. Je klobuček nosil rad, trajlalila lejlo. Je klobuček nosil rad, trajlalila lom. Padel, zlomil si roko, trajlalila lejlo. Padel, zlomil si roko, trajlalila lo. Vendar hujšega ne bo, trajlalila lejlo. Vendar hujšega ne bo, trajlalila lo. Osemletni Aleksis obiskuje osnovno šolo Alojzija Šuštarja. Že pol leta igra saksofon. Pri izbiri glasbila so mu pomagali starši in sčasoma se mu je priljubil. Presenečen je, da saksofon kljub svoji majhnosti lahko doseže 3 oktave in pol. Zanimivo se mu zdi tudi tipka, ki zveni kot harmonika. Danes se nam zaradi prihoda nove družinske članice sicer žal ni mogel pridružiti na prireditvi, vseeno pa predlagam, da njegove glasbene uspehe nagradimo z enim aplavzom. Naslednja bo nastopila Nives Jeršič, dijakinja 3. letnika programa Administrator na centru Iris. Glasba zanjo ni le zvok, ampak način izražanja, čustvena zgodba in svet, v katerem najde navdih. Danes nam bo svojo interpretacijo pesmi mlade oči Ditke Haberl pričarala delček tega sveta. Nives, izvoli. Zvezde na nebu ljubezni žari.
skladbo Hemlinski piskač in s sonato se nam bo na prečni flavti predstavil Florjan Marn, ki je star 9 let in obiskuje 3. razred osnovne šole Toneta in Franceta Kralja Dobre Polje. Je učenec 3. razreda prečne flavte pri profesorici Heleni Potočnik v sklopu glasbene šole Grosuplje, enota Dobre Polje. Za prečno flavto se je odločil na podlagi priporočila učiteljev ob vstopu v glasbeno šolo in po pogovoru s profesorico Potočnik. Pri igranju mu je všeč, da z zanimivimi skladbami razveseli občinstvo, kar si želi početi tudi v prihodnje. Verjamem, da nas bo razveselil tudi danes. Florjan, izvoli. Sedemnajstletna Jerca Casarman prihaja iz Vrhnike. Poje že odkar pomni, saj pojejo tudi skoraj vsi ostali člani njene družine. Jerca je prvič nastopila pri 5 letih v vrhniškem Cankarjevem domu. Pela je že v zboru, solo ter v duetu. Nekoč je bila oboževalka pop glasbe, zdaj pa je bolj usmerjena v mjuzikle. Najraje poje pesmi iz njenih priljubljenih risank in filmov. Posebej ji je všeč Disney. Za današnji nastop si je tako izbrala pesem iz enega od njegovih del. Jerca, izvoli. Isn't truth supposed to set you free? Well, why do I feel so weighed down by it? If I could show them everything I've seen, open their eyes to all the lies, then would they change their minds like I did? But when I speak, they tell me sit down. But how could I when I've already started running? Oh, this is where we've been, but it's not where we belong. And I may be young, but I know I'm not wrong. So I look up at the stars to guide me and throw caution to every warning sign.
Tadej Grum je 22-letni študent novinarstva. Trenutno obiskuje prvi letnik magisterija. Z glasbo se ukvarja že od otroštva. Opravil je nižjo glasbeno šolo klavirja, zadnjih nekaj let pa se intenzivno ukvarja s petjem. Na vaje petja hodi na Akademijo za glas, ustvarja pa tudi svoje pesmi. Zelo rad poje v različnih žanrih, saj mu največji izziv predstavlja odkrivanje novih zvrsti glasbe. Trenutno ima posnetih 5 skladb, pravi pa, da jih bo zagotovo posnel še več. Danes bomo slišali pesem Na vrhu, s katero je lansko leto zmagal na tekmovanju pesem Vidi dlje. Mislim, da ni skrivnost, če izdam, da se bo Tadej s pesmijo Na temni strani večera za zmago potegoval tudi na letošnjem tekmovanju. Vsi zbrani seveda lepo vabljeni k spremljanju tekmovanja. Tadej, srečno! Odpirajo se vrata, glej to luč, sama svoboda, nočem proč. A kaj ko hodim, kakor snu, ni te tu, ni te tu. Zakaj ne vem, a moj utrip, brez tebe je kot klavir brez stik. Sama svoboda, kar boli, ko te ni, ko te ni. In ko bom na vrhu svojih sanj, še vedno ne bom hotel biti sam. Še vedno iskal bom tebi moč vpijoč v to nebo, ki nese me med oblake in še dlje. Ne grem več sam in štel bom zvezde s tabo le, in štel bom zvezde s tabo le. Štel bom zvezde s tabo le. Včasih me pograbi taka slast, da bi cel svet bil moja last. Da spomnim se na svojo plehko čast in dober glas, in dober glas. Pa tudi na nebu temle sam, jaz bom pogrešal tvojo dlan. Prišel bom dol ves razcapan na tvojo stran, na tvojo stran. In ko bom na vrhu svojih sanj, še vedno ne bom hotel biti sam. Še vedno iskal bom tebi moč vpijoč v to nebo, ki nese me med oblake in še dlje. Ne grem več sam in štel bom zvezde s tabo le. In ko bom na vrhu svojih sanj, še vedno ne bom hotel biti sam. Še vedno iskal bom tebi moč vpijoč v to nebo, ki nese me med oblake in še dlje. Ne grem več sam in štel bom zvezde s tabo le, in štel bom zvezde s tabo le. Štel bom zvezde s tabo le. Štel bom zvezde s tabo le.
Kot zadnja se nam bo predstavila Nika Slovša, učenka 9. razreda osnovne šole Horjul. Svojo glasbeno pot je začela pri 5 letih, pri učiteljici klavirja Ilonki Pucihar. S klavirjem je nastopala že na mnogih odrih. Že 6. leto sodeluje tudi v muzikal ekipi glasbene šole Vrhnika oddelka Horjul. Z glasbo bi rada nadaljevala tudi v prihodnosti. Letos bo opravljala sprejemne izpite na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Danes jo bomo slišati igrati del njenega programa za izpite. Zaigrala bo prvi stavek Mozartove sonate v B-duru in Bachovo dvoglasno invencijo v C-molu. Nika, prosim.
Iskrena hvala vsem, ki ste danes z nami delili svoje glasbene talente. Vaš trud in strast do glasbe kažeta, da nas glasba resnično združuje in bogati. Verjamemo, da vas čaka svetla prihodnost in da boste svoje glasbene poti nadaljevali s še večjim zanosom in uspehi. V zahvalo smo za vsakega od vas pripravili majhno pozornost, zato vas prosim, da se nam vsi še enkrat pridružite na našem malem odru. Še enkrat. Ja. Še enkrat hvala za vaš nastop in naj bo vaša glasbena pot vedno polna navdiha in uspehov. Hvala pa tudi vsem pedagogom in drugim strokovnjakom, ki s predanostjo in strokovnostjo omogočajo, da se slepi in slabovidni lahko polno udejstvujejo v svetu glasbe. Iskrena hvala tudi vsem vam, dragi obiskovalci, za vašo prisotnost in podporo. Vabimo vas, da se nam pridružite na druženju ob prigrizkih in pijači, ki bo sledila v tem in galerijskem prostoru. Lep večer še naprej.